V soboto 28. februarja je na Blejskem gradu potekal poseben dogodek. Tradicionalna rez grajske trte, potomke najstarejše trte na svetu. Od leta 2011 jo s strokovno predanostjo in spoštovanjem do dediščine skrbno negujejo ter ohranjajo kot simbol trdoživosti in vinogradniške tradicije. Rez vinske trte sodi med prva zimsko-pomladna dela v vinogradih in ima ključno vlogo pri uravnavanju rodnosti ter obremenitve trte. Prav od pravilne rezi sta v veliki meri odvisni kakovost grozdja in vina. Grajska trta na 599 metrih nadmorske višine kljubuje vsem vremenskim razmeram in je po besedah blejskega podžupana Iztoka Pesarla, ki je opravil prvo rez, pravi simbol življenjske moči. Tukaj imamo živi dokaz, kako se ta naša potomka bori z vsemi vremenskimi razmerami, a je to dež, a je to sneg, a je to sonce. In nenazadnje sem prepričan, da je tudi dobro prija zgodbe naših starih kamnov iz gradu, ki prepovedujejo zgodbe, kako je tudi med samim zgodovino preživel hude in pa lepe trenutke, in mogoče tudi res tisti razlog, da nam potem trta v jesenskih mesecih obrodi in da se lahko sladkamo z njih premija. Za strokovno in hitro izvedbo rezi so poskrbeli skrbnik trte Davorin Slejko iz društva Mladovita, ovtar iz Malečnika Alojz Jenoš Slavek, grajski ovtar Mišon Podgoliški in grajski tiskar Uroš Resnik. No, vi ste s to trto grajsko že od vsega začetka, od leta 2011. Kaj bi rekli, v kakšni kondiciji je ta grajska trta? Ta trta mislim, da je v najboljši kondiciji, kakor je poznamo okrog, glede na teren. Se pravi, je trta, ki raste v Sloveniji na najvišji točki, na najvišji legi in v samem kamnu. Se pravi, da ona samo preživi, je že dobra. Da pa še rodi, je toliko več. Vse ostale trte, ki so na zemlji, ki jih imamo dol po Sloveniji, sicer na pogled so videti lepše, ampak rodijo isto. Se pravi, toliko ima in tako naredi in konc, ne. Združujemo pa 25 teh trti po celi Sloveniji v društvu Mladovita. Torej, to so vsako leto potrže vseh kratov, se pripelje to grozdje k nam v klet, v vina Dorambe, in tam se naredi pol pridelek, se pravi vino, katero je pol na naslednji trgatvi razdelimo na vsako trto in to. Na dogodku so obiskovalci dobili tudi točna navodila, kako posaditi cepič grajske trte. Zdaj je tak, ne? Zdaj, če bom jaz vsakemu povedal, kako se to sadi, te mene več ne bojo rabili, vete, to samo za Gorence pa vse naredimo. Čist enostavno. Ko dobite tako, nekaj kašljam, ker sem žen, vse sem vam povedal. Ko dobite taki šparok, ga obrežete še malo tak, da bo malo več v zemlji, ker to so ovke, pa tu so ovke in tu bo pognalo korenine. Prvo ga date za 14 dni v vodo, z vsem celega, da se ne posuši. Po 14 dneh boste videli, da že tu nekaj cimi, skopljete jamo, 40 na 40, pa nek 20-25 noter, date gnoj, po možnosti hlevskega, kravjega, če ga imate še, inače pa idete na planino, pa boste dobili. In zabašete z zemljo, zadaj pa date eno opor in ga pustite, dok ne požene, ko pa začne gnati. Pa burno pazite, kako bo šlo. Za vsaki 5 cm zavežte, ker če bo ga veter, bo ga podrl, pa je to. Zdaj pa tak, vsi, ki ste dobili cepič, pa to, če mi eden javi, da mu raste, je to najboljše. Grajska trta pa ima tudi svojega domačega ovtarja. Ovtar grajske trte ste zdaj že drugo leto, kako vam gre od rok? Ja, to je zdaj povedal, da so še kakšne napake, da bo treba malo več pošpricati, zaradi tega, da ne splesne, pa razne bolezni, da ne dobi, drugače pa kar uspešno. Pa
tiste vršičke treba prej malo pobrati, pa malo, da jih polomaš, da ni preveč, a ne, da se pa drugi grozdi močnejši. Drugače pa prav, da bo kar šlo. Kako vam je pa samo delo všeč? To del meni je pa zmeraj bil všeč, rad počnem kakšne stvari, nisem navajen, da posedam, no. Rad pridem za kakšen del in je fleten priti na to družbo na grad, a ne, in meni grede narediš vse hec. Najlepša hvala, pa zdaj vam želimo, da čim bolje uporabite tudi tole žlico, ki jo imate v žepku. To bomo pa zdaj, žlico šli k Elek, so nas povabili, da vidimo, če jo bomo lahko kaj uporabili. V Zavodu za kulturo Bled z ohranjanjem tovrstnih običajev skrbijo, da dediščina ne ostaja le del preteklosti, temveč živi v sedanjosti.